Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v novembru, ki se izteka, vrata pa odpira decembru, zadnjemu mesecu v letu. Zato se že vrstijo dogodki, ki napovedujejo pregled celoletnega dela, dajejo pa polet tudi za prihodnja snovanja. November, ki je postregel z obilico sonca, pa martinovanj in drugih dogodkov, je v prejšnji skupni državi Jugoslaviji obeleževal tudi praznik republike, ki pa je že skoraj utonil v pozabo. Bomo pa za rojstvo samostojne države praznovali naslednji dan po Božiču, sicer pa je december sploh v znamenju praznikov. Še predtem pa nekaj dogodkov, ki smo jih uvrstili v informativno oddajo tega tedna, zato ste vabljeni k ogledu. Pevci moškega pevskega zbora Obrtnik praznujejo 35 let delovanja. Slovenjebistriški frizerski salon Fru Fru predstavil pričeske za različne priložnosti. Veronika Fermevc-Ban, avtorica romana Zakaj si zame prepovedana, o svoji knjigi, ljubezni in človeških odnosih nasploh. Slovenjebistriški dobrodelni klub Lions tokrat izkupiček od koncerta namenja štipendiranju. Za motorna vozila obvezna zimska oprema s pnevmatikami, med dodatno opremo pa sodijo tudi snežne verige. V rubriki Lokalne novice ta teden o dogodkih, ki razveseljujejo duha in srce. Preteklo soboto je bilo na Spodnji Polskavi nadvse slavnostno, saj je tamkajšnji moški pevski zbor Obrtnik praznoval 35 let delovanja. Leta 1979 so se na Spodnji Polskavi zbrali fantje z vasi in začeli prepevati. Kmalu so se organizirali, leta 1981 pa je pokroviteljstvo nad ustanovljenim zborom prevzela Bistriška obrtna zbornica. Danes šteje zbor 27 pevcev, prepevajo pa ljudske, narečne in umetne pesmi. Nastopajo tako doma kot v tujini. Njihova dolgoletna zborovodkinja je Nevenka Gril Hameršak. Uspod
Na slavnostnem koncertu, kamor so povabili tudi koroško vokalno skupino Šentanel, so mnogi pevci prejeli tudi Ganosove značke. Prav tako v preteklo soboto se je v bistriškem baru Dolce Vita že tradicionalno predstavil frizerski salon Fru Fru s svojo ekipo in obiskovalcem pričaral pričeske za najrazličnejše priložnosti. Poudarek je bil na barvnih odtenkih, na trendovskih pričeskah, pa tudi tistih za poroke, maturantske plese, valete in prihajajoče praznične dni. Na modni brvi se je zvrstilo 21 modelov s pričeskami, ličili in oblačili za različne starosti in okuse. Revijo sta popestrila glasbena gosta Sonja Lovrenčič in Marko Zaletel. Skozi prireditev se je sprehodil Cene Štern, pod revijo pa so se podpisale stilistka Maja, mojstrice oblikovanja pričesk Mojca, Nastja, Darinka in Barbara, v pomoč pa so bile tudi asistentke Klavdija, Nika, Saša in Rebeka. Nič pa se ne bi zgodilo brez modelov, ki so pomagali uresničiti celotno idejo frizerskega salona Fru Fru. V Slovenjebistriški knjižnici so zabeležili v ponedeljek 24. novembra prijeten literarni dogodek, na katerem pa ni tekla beseda zgolj o vsebini romana, ki ga je predstavila avtorica Vera Fermevc-Ban. Roman z naslovom Zakaj si zame prepovedana, ki je izšel konec marca pri založbi Ved, govori o ljubezni med starejšo žensko in fantom, kar pa ni nič nenavadnega, če ne bi bil nenavaden konec oziroma razkritje čutnih odnosov med spoloma. Tokrat ni šlo za klasičen literarni večer za pogovor med avtorjem in moderatorjem, ampak za pristen stik avtorice z obiskovalci. Vsakemu posebej je namenila nekaj besed in odprla vprašanja, na katera včasih ali pa nikoli ne najdemo odgovora. Pa tudi sicer zna avtorica iz življenja, ki ni vedno najbolj rožnato, poiskati tudi svetle trenutke. Obiskovalci pa so morda našli odgovor na marsikatero vprašanje in motiv za razmišljanje o medsebojnih odnosih, pa tudi o ljubezni, ki ne pozna ne starosti, časa in kraja. Ne glede na to, koliko ljubezni je kdo doživel, pa v kakem odnosu, lahko govoriš o starševski ljubezni, o prvi ljubezni, o raznih ljubeznih, sploh ni važno. Važno je tisti občutek ljubezni, tisto razpoloženjsko stanje, ko nam je vse lepo, ko smo polni energije, ko kar letimo po zraku, nas nič ne ustavi, je vseeno, kaj oni reče, pa kaj govorijo. Sploh ni važno, tega, ker meni to se pač ne tiče, tudi če meni govori, In če se lahko dejansko adaptiramo v tako stanje za nekaj časa, potem bomo vsi polni lepih misli, lepih idej in bomo pozabili obtoževati drug drugega in bomo dejansko mislili na to, kot mislimo, ko beremo mojo knjigo. V torek, 25. novembra, je Lions Klub Slovenska Bistrica v prostorih Ljudske univerze sklical tiskovno konferenco, na kateri so spregovorili o pripravah na tradicionalni dobrodelni prednovoletni koncert pod simbolnim nazivom Za štipendije. Koncert bo v petek, 28. novembra ob 18. v športni dvorani Srednje šole Slovenska Bistrica. Na koncertu bodo nastopili Enja Golob, pihalni in harmonikarski orkester Glasbene šole Slovenska Bistrica, vokalna skupina Amadeus, Kim Begovič, Alja Krušič, Andrej Hernaus ter skupine Vivere, Gemaj, je Bela cesta in poskočni muzikanti. Bistriški Lionsi bodo tako na letni ravni v dobrodelne namene zbrali med 15 in 20 tisoč evri. Vas zanima, kje je najbližji bencinski servis ali bankomat? Dobra restauracija. Kakšen je delovni čas trgovin? Na pametni telefon ali tablico si z Google Playa naložite aplikacijo Pirs. In brezplačno boste izvedeli vse, kar vas zanima. Pirs. Brezplačno na Google Playu.
Živjo, kam hitiš? Si za kavo? Mudi se mi, imam še kup opravkov. Najprej moram na bankomat, frizerjev, cvetličarno in rezervirati restauracijo za večerjo. Ustavi se, ti bom jaz pomagal. Ja, kaj pa imaš to? Na svoj pametni telefon sem naložil Pirs Android, najbližji bankomat imaš tam za vogalom, zraven je cvetličarna, frizerje v bližini, lahko takoj pokličeš. Evo, pa še številko od restauracije imaš tule. Odprem se ob 17. Pa tudi navigacijo lahko uporabiš. Super! A to vse si takoj našel s Pirs za Android? Koliko pa to stane? Brezplačno je. Obišči Google Play in si prenesi aplikacijo. Pirs za Android. Najhitrejše lokalno iskanje v Sloveniji. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so policisti obravnavali 15 kaznivih dejanj, od tega 5 tatvin, 4 poškodovanja tuje stvari, 4 goljufije in ostalo. Slovenska Bistrica. Nekdo je voznici poškodoval na vozilu ključavnico in zunanji del vozila. Škode je za 500 evrov. Policisti so zabeležili še eno poškodbo vozila, voznik pa je oškodovan za 1000 evrov. Policisti so zabeležili tudi 2 kraji goriva na bencinskem servisu. Radkovec. Občan je podjetju predal več 10 kostanjevih drogov za električno napeljavo, podjetje pa drogov ni plačalo. Prodajalec je oškodovan za 3400 evrov. Poljčane. Nekdo je iz skladišča podjetja ukradel 70 kg aluminija, škode je za 150 evrov. Lušečka vas. Nepridipravi so vlomili v zabojnik in barako podjetja, odkuder so odnesli nivelir s stativom in 85 litrov goriva. Podjetje je oškodovano za 1500 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti zabeležili 15 prometnih nesreč, podali 3 obdolžilne predloge, izdali 16 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 2 vozniški dovoljenji. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 3-krat, obravnavali pa so še en požar, kršitev zakona o zaščiti živali, zavarovali neeksplodirano ubojno sredstvo in druge dogodke. Spoštovani, informativni del oddaje je pri kraju. Kislo vreme z meglo in rosenjem pa je prava past za vse udeležence v prometu, zato bodite skrajno previdni. Pešci, kolesarji in drugi udeleženci v prometu pa poskrbite, da boste vidni. Pa srečno do prihodnjega tedna.